Spoštovani, čas je, da odpremo vrata v novo športno dvorano in prenovljeno šolo. Slavnostno vzdušje je ustvarjala godba Moravče. Odprtje prenovljene šole pa bosta za odgrnitvijo zastave izvedla minister za izobraževanje, znanost in šport Vlade Republike Slovenije, dr. Dario Felda in župan občine Moravče, dr. Milan Balažic. Izvolite. Razglašam, da je nova in prenovljena osnovna šola Jurija Vege odprta. Odprtje športne dvorane pa boste izvedla naš častni občan občine Moravče, kot ga poznamo, moravški orel, smučarski skakalec Primož Peterka, čigar ime bo naša dvorana nosila. In župan občine Moravče, dr. Balažic. A boš ti povedal, da si prv? A še ne povedal?
Primož pravi, ne še enkrat povem. S tem razglašam, da je športna dvorana Primoža Peterke odprta. Ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, prosim vas, da prvemu moravškemu in pravemu čudežu, tu za nami, blagoslovite s prošnjo, da bi dvorana dobro služila svojemu namenu. Izvolite. Prisrčen pozdrav vsem skupaj, lepo pozdravljam gospoda župana, gospoda ministra, pa vse ostale. Veliko se vas je zbralo na tem lepem dogodku in čestitam za to lepotico, dve lepotici v Moravčah. Zdaj takole, gospod župnik Ansjen je zelo cel teden treniral košarko, da bo danes gotovo tekma najprej pred blagoslovom. Ampak gospod župan je dal odvezo te tekme, ker je Slovenija že itak premagala Avstralijo. Glede na to, da gremo proti medaljam, vem kateri, ampak naša medalja je pa tukaj v Moravčah, to je res prava lepotica, šola, se bomo še ogledali pa dvorano, enkrat tudi morda preizkusiti, či zares. Pravzaprav je to dvoje se lepo dopolnjuje med seboj. Šola pomeni, da se človek uči, študira, dobi neko vedenje, znanje, kar je sicer zelo v redu, ampak če ni prave telesne kondicije, tudi glava ne more delati dobro. Tako da se oboje povezuje med seboj in želim, da vsem zaposlenim, vzgojiteljem, učiteljem, dijakom, učencem, potem tistim, ki delajo v administraciji šole, kompletni ekipi, želim res obilo blagoslovu, ustvarjalnosti. Šola naj bi bila en tak odprt prostor, pluralen prostor, kjer lahko človek razvije svoje talente, darove, vsak jih ima gotovo veliko. Enkrat je na eni konferenci en profesor poudaril, da ne bi bila šola, učenje, morda se romantično sliši, veselo pričakovanje samega sebe. Torej, pričakuje učenc, starši, otroci, učitelji, vsako leto pravzaprav veselo pričakuje, na kakšen nov način bi to uresničil. In mislim, da je, kar je človeško možno, potrebno narediti. Po drugi strani pa seveda zaupamo tudi Božji blagoslov oziroma vsak v tisto pomoč, katero verjame, veruje in je prepričan, da v njegovem življenju deluje. V tem duhu tudi blagoslavljamo to šolo in da bi srce govorilo srcu v tej šoli. To, kar srce ima, srce lahko da, to je bilo geslo velikega profesorja v Oxfordu, kardinala Newmana, ko je rekel, če nima šola ob vedenju, faktografskih ocenah in ne vem kakšnih, včasih je tudi 2 zelo dobra ocena, 3 tudi, 4 tudi, kakšna 5 tudi pade, ne? Niso samo 5, meni se zdi, da 3 pa 4 odlično ocena zmeraj, to je super. Torej, ampak ob tem pa naj srce govori srcu, to pa pomeni, da če ne delamo nečesa s srcem, imamo lahko vse naslove, vse doktorate, vse diplome, vse točke za vse možne mature naprej, pa je vse prazno. Brez duše, brez srca. In tega srca želim kompletnemu pedagoškemu kadru, vsem učencem, pa tudi staršem, vsak je na svoj način odgovoren za šolo, in da bi na tem svetu naredili v šoli s srcem nekaj dobrega in lepega. V tem duhu blagoslovimo to šolo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, slavimo Tvojo modrost, s katero si ustvaril svet in vse, kar na njem biva. Poveličujemo Tvojo previdnost, s katero vse ohranjaš in vodiš. Prosimo Te, blagoslovi to obnovljeno šolo, blagoslovi to novo športno dvorano.
vse, ki poučuje na tej šoli, so tukaj zaposleni in vzgajajo otroke. Naj spoštujejo drug drugega in vedno bolj spoznavajo tvojo veličino, lepoto, modrost, dobroto in ljubezen, da živijo srečno in polno življenje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Šola je blagoslovljena, daj pa veselo na delo. Hvala lepa. S temi tremi dejanji je šola uradno predana v uporabo. Vse zbrane vabim, da vstopimo v dvorano. Prednost ima pa godba, ker je še v službi. So pa naši gasilci in gasilke. Kakšen lepši badir.
prosim, da izklopite mobitele in pa začeli bomo z državnim himnom. Živimo si narodi, ki trpeli do čakanja, da dober sonce poti, prepiri svita pokreg nas. Narodja, razposak ne vrakle so se Jesus,
prostorov in nove šole, ki si jih boste kasneje lahko ogledali. Slovesni trenutek z nami delijo minister za izobraževanje, znanost in šport Vlade Republike Slovenije, dr. Darjo Felda. Pozdravljamo dr. Antona Jamnika, ljubljanskega pomožnega škofa. Dr. Milana Balažica, župana občine Moravče. Suzano Cviran-Kuček, ravnateljico osnovne šole Jurija Vega Moravče. Primoža Peterko, smučarskega skakalca. Športne dvorane v Moravče, ampak vseeno povabljen čim večkrat vanjo. Pozdravljeni in res dobrodošli med nami, željo, da se tudi dobro počutite. Pozdravljeni tudi vsi prisotni v naši dvorani. Začeli so Godba Moravče, moški zbor kulturnega društva Tine Kos, komorni zbor Limbar ter mladinski in učiteljski pevski zbor osnovne šole Jurija Vege. Uvodoma so zapeli hitnične in slavilne pesmi najprej za vse Slovence, Moravčane in posebej vse Vegovce. V dvorano so vas pospremile mažoretke Mažoretnega društva Moravške lilije in gasilci pionirji Gasilske zveze Moravče. Pozdravljamo na govoru najprej vabim ministra za izobraževanje, znanost in šport Vlade Republike Slovenije, dr. Marija Feldo. Spoštovane in spoštovani, najprej spoštovani gospod župan, spoštovani gospod škof, spoštovana gospa ravnateljica in seveda spoštovani in dragi naš znani športnik. Spoštovani tudi vsi gosti, ki ste prišli danes v Moravče in tudi vsi domačini, ki z nestrpnostjo ste pričakovali ta dogodek, ki se ravnokar dogaja. Mene zelo veseli, da lahko pozdravim vas tukaj, v bistvu novi dvorani, prenovljeni šoli in to je pravzaprav garancija, da se bo ves živelj, ki se tu dogaja, še naprej žvrgolel. Namreč vse se začne na začetku, v vrtcu, osnovni šoli, nadaljuje se potem seveda v srednji šoli in naprej vsak svojo profesionalno pot. Nedvomno sem pripričan, da bo tukaj še zmeraj res zelo pestro in da boste pogumno nadaljevali svojo pot. Saj smo ravno kar slišali pesem o Vegi, torej znanem matematiku, o tem, kako pravzaprav vas veseli, da imate veliko znanja in kako pogumno tudi stopate v življenje. In to je ravno pomembno.
pomeni, ko začnemo vstopati v šolo, takrat ni samo izobraževanje, ni samo znanje, ampak je predvsem veliko pomembno, da se tudi vzgajamo, da znamo sobivati drug drugim, da spoštujemo drug drugega, da vemo, kakšne lastnosti ima človek in da temu primerno tudi mi z njim delamo in živimo. Vsaka skupnost mora biti vedno grajena na nekem sočutju in sobivanju. Brez tega ne pomaga nobeno znanje. Zelo pomembno je, da res delamo skupaj, to pomeni vsi učitelji, vsi drugi, ki so zaposleni v šoli in vsi starši in vsi drugi, ki so nekje v tisti okolici, da skupno delujemo za naše skupno dobro. Če ne pomaga nobeno izobraževanje in nobeno znanje. To vidite vedno v vsakem trenutku. In to pa zelo polagam vsem v srce, tudi tistim, ki boste začeli in ste ravno danes začeli in pristopili šolo, šolski prak, in tistim, ki boste tudi še nadaljevali v tej šoli, ali pa boste potem izbrali še neko nadaljevanje in izobraževanje. Torej, povsod vedite to, kar znate, uporabljate skupaj z drugimi, ker samo na ta način lahko mi našo državo, našo skupnost nesemo v neko boljšo prihodnost. Hvala lepa. Mladinski in učiteljski zbor sta naznanila, da je danes dan za praznovanje. Se strinjava, kaj ne, dr. Balažic? Slavnostnemu govoru vabim župana občine Moravče, dr. Milana Balažica. Spoštovani visoki gostje, spoštovani minister za vzgojo in izobraževanje Vlade Republike Slovenije, gospod Dario Felda, spoštovani gospod škof Anton Jamnik, spoštovani poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Rado Gladek in spoštovani svetovni prvak Primož Peterka.
Prisrčno pozdravljam tudi učenke in učence osnovne šole Jurija Vege, vse učiteljice in učitelje, vse vzgojitelje in starše. Lepo, zelo lepo šolo smo vsi skupaj dobili. Novi del šole, prenovljeni stari del, športno dvorano, ki smo jo z njegovim dovoljenjem poimenovali po našem športnem šampionu Primožu Peterki, pa še zunanje igrišče. Zato smo danes pravičeno veseli in polni pričakovanj, hkrati pa tudi hvaležni vsem, ki so gradnjo omogočili. Zahvaljujem se vladi Republike Slovenije, ki je omogočila izvedbo projekta, vsem arhitektom, gradbenim in drugim izvajalcem del, gradbenemu in nadzornemu odboru, svetnikom koalicijskega partnerstva za razvoj v občinskem svetu, predvsem pa direktorju občinske uprave dr. Ivanu Kendi, ki je vedno vestno bedel nad celotnim potekom gradnje. Trdno so delali. Zdaj je naloga vas, pedagogov, vzgojiteljev, učenk in učencev, da v te prostore v skladu s geslom zdrav duh v zdravem telesu vdihnete svojo rast v medsebojni povezanosti in solidarnosti ter zdravi tekmovalnosti. Učitelji, bodite trden zgled otrokom, vzgajajte jih znanjem, besedo in zgledom. Imejte pred seboj jasno vizijo in te mlade jasno peljite po začrtani poti. Otroke, to našo mlado generacijo, želimo pripraviti na odgovorno življenje v družbi in si prizadevamo, da bi jih vzgojili tiste vrednote, iz katerih bo rasla svetlejša prihodnost tako Moravške doline, pa tudi slovenskega naroda. Danes je velik dan za vso Moravško dolino, rekel bi celo zgodovinski dan. To je dan veselja in praznovanja. Prepričan sem, da smo državna, evropska in občinska sredstva vložili v najboljšo možno naložbo za prihodnost, v vzgojo in izobraževanje otrok in mladih. Prostori nove in prenovljene šole so čudoviti in tudi športna dvorana je izjemna, zlita z okoljem, transparentna, svetla. Priznanje in čestitke za to vsem izvajalcem del na čelu s podjetjem VG5 za kakovostno opravljeno delo. Vsa dela so opravila slovenska podjetja. Prepričan sem, da ste tudi vi zelo ponosni na končno podobo te zdaj največje zgradbe na Moravškem, ne pa najvišje, največje. Šola mora poskrbeti seveda za široko znanje in za plemenitost duha. Samo ustvarjalne, razgledane in plemenite osebnosti bodo lahko ustvarjale boljšo in pravičnejšo družbo. V teh novih prostorih želimo vzgojiti otroke in mlade odprte, razumevajoče, sočutne in plemenite ljudi, ki bodo prispevali k izgradnji nove slovenske družbe, ki bo presegla stare delitve in bo zaživela na nov in bolj sproščen način. Dragi učenci osnovne šole Jurija Vege, od danes naprej boste tem prostorom vdihnili dušo, vanje boste prinesli življenje, barvitost, navdušenje, igrivost, vedoželjnost, prijateljske vezi, ustvarjalni naboj. Želim vam, da bi v teh prostorih zrasle v razgledane, poštene in odgovorne ljudi. Pred vami so novi izzivi, nova znanja, uspehi, nova prijateljstva. Življenje pač ni samo praznik, je tudi delovni dan. Dragi učenke in učenci, spoštovani učiteljski zbor, starši in vsi gostje. Vsaka novost pri širitvi in obnovi šolskih prostorov je dobra novica, ki smo je veseli in ki vzbuja nova upanja v naše vzgojne in izobraževalne načrte. Nahajamo se v novi in preuredeni hiši znanja. Moravško šolstvo ima večstoletno tradicijo. Prvi učitelj, duhovnik je na Belneški graščini omenjen že pred 480 leti, prva podeželska šola, trivialka, pa leta 1777 v času vladanja Marije Terezije. Prva prava šolska zgradba je bila postavljena leta 1865. V drugi svetovni vojni je bila ta zgradba porušena, tako da so imeli učenci pouk v Bakerskovem salonu, v gostilni, pa po zasebnih hišah.
Leta 1958 so Moravče dobile polno 8-letko, prostorska stiska pa je narekovala gradnjo nove šole. Ta je bila odprta oktobra 1967, pri gradnji pa so pomagali tudi učenci, saj so vsak dan na gradbišču zlagali opeko. Leta 1978 je bila dodana še šolska telovadnica. Nove generacije so po slovenski osamosvojitvi daleč prerasle vse navedeno in leta 2021 smo začeli s tem, kar danes, 1. septembra 2023, dajemo pred vas in dajemo vam. Rekordno, v manj kot 2 letih od temeljnega kamna, vmes pa takšna in drugačna kriza, epidemija, potres. A nam je, kot vidite, uspelo. Navkljub potresu, epidemiji in ujmam. Pregovorna moravška upornost. Spoštovani, naša slovenska država in moravška lokalna skupnost potrebujeta čim bolj izobražene mlade ljudi, ki jo bodo s svojim znanjem, s katerim se vsako leto uspešno uveljavljajo in potrjujejo tudi na mednarodnih in drugih mejnih znanj, popeljali v nov razvojni zagon. Verjamem v mlade rodove, ki bodo dobro izobraženi in trdno zasidrani v svetu etičnih vrednot, znali in hoteli v prihodnje uveljavljati Slovenijo kot socialno čutečo in dejavno družbo, ki bo pravično cenila tudi znanje in ustvarjalne sposobnosti posameznika ter jih primerno nagrajevala. Izkušnja nam govori, da je lahko znanje naša največja primerjalna prednost. Ne dvomim, da je to tudi prepričanje učiteljske skupnosti, pa tudi vseh staršev, ki so vam v up zaupali svoje hčere in sinove. Želim vam veliko uspeha vašim prizadevanjem, ki bodo zaokrožila nove pridobitve in iz teh prostorov naredile hram znanja in zdravja za 21. stoletje. Hvala lepa. Hvala lepa za te spodbudne besede in tudi za kratek pregled šolstva na Moravškem. Ampak osnovna šola ni dobila samo novih prostorov. Dobila je tudi novo metlo, novo ravnateljico. Suzano Gučak-Cviran, vabim vas, da spregovorite tako velikemu auditoriju. Pozdravljeni vsi skupaj, me slišite? Redki ravnatelji imajo po moje tako prednost, kot jo imam danes jaz. Torej, mene so na moji šoli predstavili kot gostjo. Zanimivo, a ne? Ampak jaz sem zdaj pravzaprav vaša. Že 2 meseca sem tukaj, danes imam 2 meseca in veselim se, da je končno nastopilo obdobje, ko je hrup strojev zamenjal otroški vrvež. Danes, ko sem se sprehodila po hodnikih, sem končno dobila občutek, da imamo šolo nazaj. Jaz sicer nisem dobro poznala prejšnje šole, te stavbe, ki je bila prej tukaj, sploh nisem videla, razen na slikah, ampak si vseeno zdaj, ko vidim to novo pridobitev, želim, da jo s pridom uporabljamo, da jo dopoldne uporabljamo mi, učenci, učitelji, popoldne pa seveda vi krajani. Tako da se veselim, da bo služila vsem nam. Zdaj pa, spoštovani visoki gostje, dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni kolegi, res vas še ne poznam, ampak občutek po enem tednu druženja je izjemen. Veselim se dela z vami in lokalna skupnost, ki je vložila svoj napor, ja, seveda tudi finance, ampak napor, da smo zdaj lahko v taki šoli, ve,
da je treba vlagati v mlade, v naraščaj. In taki družbi se ni bati prihodnosti. Zdaj pa ne morem mimo tega, da ne bi omenila še svojih kolegov. Oni so tukaj, ne boste verjeli, šele od ponedeljka, ker prej smo imeli prepovedan vhod. In od ponedeljka do včeraj zvečer so delali od jutra do večera, da smo danes lahko sprejeli otroke. Tako da res vas prosim za en aplavz zanje. Zdaj se bom pa samo navezala na tale naš pano zgoraj. A vidite, Moravče 1:0, to smo mi. Lep večer, praznujmo danes.
šole je življenje in tudi šolanje ena sama velika pustolovščina za učenje, seveda. Podajamo se na pot novim izzivom. Prvi tak je, da si ogledate nove in prenovljene prostore, malce kasneje, seveda. Slediti boste morali učiteljem, ki so zadolženi, da vas popeljejo po šoli. Hvala vsem, ker delite srečo in delite veselje ob novih pridobitvi, pomembni ne samo za učence in učitelje, temveč za celotno lokalno skupnost. In hvala vsem, ki ste kdajkoli v sedanjosti ali preteklosti prispevali k razvoju šolstva. Nekaterim izmed vas smo pripravili majhno spominsko darilo, ki vam ga bodo zdaj izročile mažoretke. Najprej izročamo darilo ministru, dr. Dariju, za to, da nas je obiskoval in lepo nagovoril. Darilce si enako dobro zasluži tudi gospod Škof, ker je priklical blagoslov za vsa leta v tej dvorani. Nikakor pa ne bomo pozabili dr. Balažica in njegov prispevek temu, kar je zraslo pred našimi očmi. In naše ravnateljice, ki smo sicer po pomoti dali med gostje, ampak jo mi tudi že čutimo kot našo. Izročamo tudi Primožu Peterki. Mi smo res važni, da je bil nekoč naš učenec. In spoštovani naši bivši ravnatelji, ki vas vidim tukaj med nami, gospod Evo Karažija, Nuško Švarc-Vartl in pa gospoda Mateja Žista, obiskali vas bodo vaši in naši učenci. Mažoretke so že pripravljene. Prosimo tudi naše bivše ravnatelje, da pristopijo in vzamejo spominsko darilce. Tudi vse naše upokojene kolege, ki ste tukaj z nami, vabimo, da se po ogledu še malce zadržite in da obudimo kakšne lepe spomine. Za konec, zdaj pa ena majhna napakica v programu. Nismo vedeli, da se nam boste pridružil tudi poslanec, pa smo pripravili eno rezervno darilce. Zdaj ga vam izročamo.
In čisto za konec še pesem na Moravško. Ja, kam pa drugam. Vse dobro, boljše in celo najboljše vam želimo in srečno danes in življenju nasploh. trenutek, prosim. Evo, še enkrat. Smo gospodje, tam je gospod Dmira. Imaš? Najlepša hvala. Hvala. Super.
še naše 4 šefalce skupino. Ja, tlele. Še sem malo pogledajte v kamero. Ker sem še pogledajte, prosim. Prav, super, lepo. Lepo še nekaj. Enako, srečno, živjo. Lepo zmage v Ljubljana. Upam, da bodo tudi mediji prenesali. Da smo skupaj uspeli. Ja,